V polnem teku so dela izgradnje novega vrtca na Senovem na novi lokaciji. V letu 2019 so pripravili projektno dokumentacijo, pridobili gradbeno dovoljenje, izbrali izvajalca, z deli pa so začeli v aprilu. Lahko rečem, da gradbišče vrtca na Senovem ima končni rok nekje konec tega leta in zaenkrat ni ogrožen. Dela potekajo normalno, v teh dneh je prišlo do betoniranja temeljne plošče, tako da nekje vse tisto, kar je bilo po planu predvideno, se tudi izvaja. Skupna vrednost naložbe znaša 3,3 milijona evrov, od tega iz državnih sredstev 2,28 milijona evrov in 480 tisoč evrov iz ekosklada. Gradbeni del znaša 2,7 milijona evrov, preostanek je namenjen za nabavo opreme. Objekt je primerljiv s objektom v Brestanici, vendar pa je zaradi nekaj večjega števila oddelkov, se pravi 2 oddelka več, so večje tudi vrednosti, pa še ena zadeva je drugačna od Brestanice, večja je zunanja ureditev, ker namreč v Brestanici je bila deloma deljena z osnovno šolo in ni bilo potrebno takšnih del izvesti, kot jih so potrebna na Senovem, ker gre za popolnoma nov objekt na, recimo temu rečemo, greenfield. To pomeni, gre za na novem terenu nov objekt in je treba pravzaprav vse narediti na novo. V občini Krško sicer nadaljujejo z vlaganji v vrtce in šolske objekte. Vrtec na Zdolah je v celoti zaključen. Ta vrtec sicer čaka tehnični pregled, ki zaradi znane situacije pač ni mogel biti izveden, medtem ko je vsa dokumentacija, tudi vsa oprema in vse ostalo je pa pripravljeno. Tako da v bistvu samo še čakamo na zeleno luč, da se tehnični pregled izvede, potem je pridobitev uporabnega dovoljenja, pričakujem, da nobenih posebnih omejitev pri tem ne bo ali pa da bi kakšne napake, kaj podobnega, in da bo lahko ta objekt tudi predan svojemu namenu takoj, ko bodo otroci lahko šli v vrtec. Se pravi, da bi morda že še pred koncem šolskega leta lahko začeli uporabljati ta objekt. V zaključni fazi je tudi izgradnja prizidka z 2 učilnicama in knjižnico ter preureditvijo kuhinje na osnovni šoli Koprivnica. Seveda pa nas čaka tukaj večja investicija v velikem podlogu. V tem trenutku se pripravlja tako imenovan PZI, projekt za izvedbo. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno, zemljišče je pridobljeno in bi lahko začeli že z gradnjo. Res je, da smo ravno pred izbruhom virusa poskušali kandidirati na državna sredstva, se pravi neko sofinanciranje strani države, kar bi nam precej pomagalo pri sami izvedbi. Žal pa je potem virus prekinil tudi vse te razpise, tako da bo razpis drugo leto in imamo s tem pa seveda čas, da lahko PZI dokončamo in v letošnjem letu tudi pridobimo izvajalca in začnemo z deli. Imamo pa v proračunu predviden tudi denar za izvedbo teh del. Torej polovico približno vrednosti tega projekta. Sicer pa nadaljujejo tudi z aktivnostmi za umestitev novega objekta osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v staro mestno jedro Krškega. Ki pa je nekoliko težji problem, namreč gre za veliko investicijo, okrog 8 milijonov evrov, po drugi strani pa se umešča staro mestno jedro, kjer je potrebno nekoliko prilagoditi tudi prostorske akte, kajti na istem mestu je bila prej predvidena knjižnica, po gabaritih sta objekta približno podobna, vendar pa so le nekatere spremembe in je potrebno ta akt novelirati.